Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Ali menite, da smo ljudje sami naredili, samo človeštvo naredilo to, kar se dogaja z našo naravo? No, večinoma je to, kar drži, ne. Človek je postal v zadnjih 200 letih, seveda ob izdatni pomoči, dodatne energije, ki jo je našel v fosilnih gorivih, tako močna sila na planetu, da celo eni poimenujejo obdobje geološko, v katerem živimo, antropocen. In človek resnično drži v rokah večina, bi rekla, procesov, ki so za vse ostala živa bitja pomembni, ne. Upravlja z vodo, odloča o podnebju, ne. To so ogromne stvari, ne. Seveda, nekaj malega je prispevala tudi narava, ampak iz leta v leto za 7,5 milijarde ljudi je narava postaja pravzaprav neznatna proti človeku. Vsako leto je več človeštva na Zemlji in sedaj nas je že 7 milijard in to je kar velika številka in še povečuje se. Ja, dejansko, ko sem bila jaz rojena, ne, je bilo manj kot 3 milijarde Zemljanov, danes jih imamo 7,5. Pa seveda ni mogoče toliko problem samo v številu ljudi. Tisto, kar se je še bolj spremenilo, je pa življenjski slog prevladujoč, ki je bistveno drugačen od mogoče desetletij še nazaj, ne. Mi smo potrošniki in potrošniki vsega, tudi stvari, ki jih sploh ne potrebujemo, ne. Mi imamo sedaj med sabo reklamo, promocijo, produkcijo, promocijo potrošnje, model, ki nam ponuja seveda tudi nekakovostne izdelke, ki jih moramo takoj zavreči, ne. To so vse, bi rekla, tudi pomembni dejavniki, ne samo število ljudi, ne. Od prehrane, ne, nenazadnje naš prehranski slog. Naši dedje so malo hrane zavrgli, jedli malo mesa, ne. Mi seveda kupimo ogromne količine, včasih čisto nerazumne, imamo mesno prehrano. Vse to seveda vpliva ne samo na količino odpadkov, ampak seveda na plodno zemljo, na količino gnojil, ki jih porabimo, fosilne energije, ne. Tako da ja, večji problem je nevzdržen slog kot pa samo število ljudi. Tudi energetski viri vplivajo na nas. No, to je pa seveda po moje kar rak rana vsega, ozadje vseh problemov, če jih gledamo, se nekako zreducira na to, da je človek bil toliko inventiven, da je pogruntal, da lahko kot edino bitje koristi sončno energijo nabrano v nafti, premogu, plinu, ki se je milijone let nabirala, mi jo pa seveda zelo, bi rekla, širokogrudno, no, trošimo. Skratka, in prav to kurjenje, ne. Na eni strani seveda imamo podnebne spremembe, na drugi strani zaradi kurjenja zakisanja oceanov, na tretji strani bistveno manjšo kakovost zraka, ne, končnem koncu onesnaževala v zraku, delci, plini so spet povezani z fosilnimi gorivi, ne. Tako da mnogo problemov bi lahko rešili seveda, če bi nekako ali našli nov vir energije ali pa seveda živeli mogoče veliko bolj trajnostno, ne, z manjšo porabo energije.